Pozdravljeni. Zopet je na vrsti naš običajni komentar novic, ker si bomo tudi tokrat ogledali vse tisto, kar se je zanimivega zgodilo v preteklih dneh. Tudi tokrat si bomo, kot običajno, ustavili pri 4 različnih temah. In seveda, ukolikor vas zanima, kaj piše v citiranih člankih, imate bližnjice do originalov v samem opisu. Kot verjetno dobro veste, slika v barvah pomeni, da navajam tisto, kar sem zasledil v prej omenjenih člankih. Ko se ta spremeni v črno-belo, pa dodajem moje osebno mnenje oziroma moj komentar. Tako, sedaj, ko smo še enkrat ponovili ta naš format, se lahko lotimo prve današnje teme. V prvi današnji temi se bomo dotaknili sveta ameriških dirk. Namreč pričenja se tudi prvenstvo IndyCar in kot poroča motorsport.com 20. februarja, je Mick Schumacher opravil prvi pravi test na ovalu v Phoenixu. Ni šlo za zasebno testiranje, temveč za testiranje, kjer so bili na progi istočasno prisotni tudi drugi. In kako mu je šlo? Avtor navaja, da se Mick spoznava s progo. Ampak, če pogledamo malce rezultate, bomo videli, da je bil kar lepo 16. In sedaj vsak od vas si lahko predstavlja, kaj pomeni biti 16. Ampak ne smemo pozabiti, da časa za privajanje ni. Namreč, kolikor me spomin ne vara, 1. marca je dirka v Sankt Petersburgu, torej ulična dirka, in 7. je že dirka na že prej omenjenem ovalu v Phoenixu. Ampak rezultati Micka Schumacherja niso tako zaskrbljujoči kot njegov bolid. Ta je črn. Zaenkrat nisem opazil niti enega pravega pokrovitelja. In verjetno vsakdo izmed vas ve, kaj to pomeni. Upam, da se motim. A poglejmo si drugo današnjo temo. Pri naši drugi temi se bomo ustavili zopet pri portalu motorsport.com, ampak tokrat pri članku, ki je bil objavljen 21. februarja. Tu smo lahko zasledili, kako nizka pričakovanja ima Cadillac do Coltona Hurta. Naj vas spomnim, Hurta bo letos nastopal v Formuli 2, ker nima dovolj točk za super licenco. In pri Cadillacu pričakujejo, da bo Hurta najmanj 10. Čeprav po eni strani potrebuje 8. mesto, da bi zbral vse potrebne točke, je 10. mesto na končni razvrstitvi dovolj, ker ga bomo videli na prvem prostem treningu in seveda tudi tam se podeljujejo točke. In sam Colton Hurta verjetno meri malce višje kot biti na koncu 10. v skupni razvrstitvi. Namreč on je tisti Američan, ki naj bi zopet dvignil renome voznikov iz tega dela sveta. A treba je kot običajno nekaj poudariti. Lani je Jack Crawford, praktično senator v Formuli 2, na koncu zasedel 2. mesto v skupni razvrstitvi. In seveda je Američan. Verjetno se vsi vi spomnite,
nekega Logana Sargenta, ki je bil kritiziran praktično strani večine medijev. No, v tisti edini polni sezoni Formule 2 je Logan Sargent na koncu zasedel 4. mesto in ni imel Cadillaca za seboj. Kaj torej pomeni 10. mesto za Coltona Hurta? Če se vpraša mene, moje skromno mnenje, samo nekaj. Ogromno blamažo. A kdo sem jaz, da bi sploh kaj rekel? Pustimo sedaj to in poglejmo si tretjo današnjo temo. 25. februarja sem na spletnem portalu Planet F1 zasledil izjemno zanimiv članek. V njem nam Oliver Bearman razloži, zakaj pri ekipi Haas niso uvedli podobnega zadnjega stabilizatorja, kot smo ga videli pri skuderiji Ferrari. Govorimo o tisti rešitvi, ki obrne naokrog možna profila na seveda zadnjem aerodinamičnem stabilizatorju in rešitev, o kateri ste zagotovo slišali, kajti o njej so poročali malodane vsi mediji, ki se ukvarjajo s Formulo 1. Oliver Bearman je dejal, da rešitev, kot smo jo videli pri Ferrariju, ima zagotovo visoko maso. In zaradi tega morda so se ji marsikatere ekipe odrekle. Oliver Bearman nam je povedal nekaj bistvenega, da vsaka izboljšava, vsaka rešitev v Formuli 1 ima dobre in slabe strani. Važno je dobiti pravi kompromis. In če ima res ta, imenujemo ga revolucionaren zadnji aerodinamični profil skuderije Ferrari, tako visoko maso, bi se res lahko začeli spraševati o tem, kakšno prednost nudi. Mnogi, premnogi so govorili kot o nekem skrivnem orožju, ampak nekateri smo kot običajno skeptični. Sedaj nam z drugačnim pogledom to morda potrjuje celo Oliver Bearman, član Ferrari Driver Academy. Zadnji aerodinamični profil skuderije Ferrari z tem drugačnim načinom obračanja profila je na progi na testiranjih napravil 5 krogov, kar je po mojem premalo, da bi dejali karkoli. Ampak videli bomo, kdaj in če kdaj ga bodo sploh uporabili na pravi dirki za veliko nagrado. A poglejmo si še zadnjo današnjo temo. Za konec pa, kot običajno, tista malce postranska tema. Danes se bomo ustavili pri članku, ki sem ga zasledil na spletnem portalu Scuderia Fans in govori o dokaj skrivnostni luknjici, ki jo lahko dobimo pri nekaterih bolidih na nosnem konusu. Verjetno marsikdo izmed vas se še ni začel spraševati, kako bodo ekipe regulirale naklon tistih pomožnih profilov na prednjem aerodinamičnem stabilizatorju. Dobro veste, da od letošnje sezone imamo tako imenovano aktivno aerodinamiko tudi na prednjem delu in skozi to luknjico bodo lahko seveda mehaniki tudi med postankom opravili manjše regulacije, manjše spremembe, kot smo bili navajeni tudi prej. Seveda, prej smo videli, da je bil mehanizem tam pri konceh, kar je pomenilo, da so morali z samim orodjem biti nekoliko bolj daleč. Sedaj, vsaj po mojem mnenju, bo bistveno bolj nerodno. Mehanik, ki bo reguliral sam naklon, bo moral priti do sredine bolida. In rad bi vas spomnil na nekaj.
pri postanku imamo že 3 ljudi pri vsakem kolesu. Torej, tistega, ki odvije in privije mapico, onega, ki snabe kolo in seveda tretjega, ki kolo natakne. In tu se bo seveda motal še četrti, ki bo reguliral prednji aerodinamični stabilizator, in kar je dosti bolj pomembno, ko bo opravil, se bo moral hitro umakniti s poti. Kako bo to izgledalo, ne vem še, ampak zanimiva informacija, zanimiva podrobnost, o kateri bomo verjetno še kaj drugega rekli v nadaljevanju. A tudi tokrat smo prišli do konca našega rednega komentarja. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.